Mario je v Melaminu začel delati približno 7 let pred nesrečo. Delovno mesto smolar. Jaz si niti nisem predstavljal, kaj to sploh je. Delal je na pretekališču, to vem. Je pa mi dostikrat rekel, da bi zamenjal službo, da ne bo več delal s temi strupi. In pač jaz celo malo nasprotoval, sem rekel, saj lej, ti delaš v dobri firmi, imaš redno zaposlitev stalno. Pa mi je rekel, ti nimaš pojma, ti to vidiš od zunaj, misliš, kako je to super, dol pri nas je pa to nered. Teksas je, on je vedno rekel, Teksas, divji zahod. No. In potem, 12. maj 2022, zgodilo se je malo pred 9. uro zjutraj. Bil sem v Ljubljani v službi. Spomnim se, da je bil lep sončen dan. Mi je zazvonil telefon, David, me je vprašal, če vem za eksplozijo v Melaminu. Seveda nisem imel pojma. Povedal je, da sta klicala z mamo, sta klicala Marija. Telefon ni bil dosegljiv. Isto sem jaz poskusil, neuspešno. Potem nisem vedel, kaj bi, sem se spomnil na prijatelja, sem poklical njega, sem je oglasil. Glas se mu je tresel, mislim, da je bil skoraj na meji joka. Je povedal, da je prišlo do zamenjave surovin, posledično eksplozije. Čez nekaj časa me je poklical, mi je povedal, da ga ne najdejo. Jok, krik, ne vem, groza. Vmes sem verjetno govoril z ženo, sinom, sta bila v okolici Melamina. Prijatelj me je še enkrat poklical, povedal je, da so ga našli, da kaže znake življenja, ampak da naj čim prej grem domov. Sodelavec mi je ponudil, da me odpelje, ne vem zakaj, ampak hotel sem iti sam. Šel sem sam, spomnim se, da me je preletel helikopter proti Kočevju, potem še s Kočevja nazaj proti Ljubljani. Ta pot mimo Melamina je bila zaprta. Doma so bili že vsi zbrani. Smo se objeli, jok. Nismo vedeli na kaj nekako. Klical sem na urgenco. Najprej še nisem imeli informacij, potem kasneje so potrdili, da so sprejeli 2 ponesrečenca, da ne dajo informacij, da moramo priti osebno. Smo šli še enkrat v avto. Urška pa Helena, moja žena, sta jokali celo pot. Ustavili smo se skoraj na vsaki bencinski črpalki, ker je David je bruh. No in ko smo prišli na urgenco, me je potegnil na stran, povedal, da se je on prebil tam mimo varnostnikov in da je šel mimo obeh ponesrečencev, kar mimo, ker ni prepoznal Marija, ker je bil tako pečen. In da tega mami ni povedal. No in potem so nas tam takoj pospremili v posebno sobo, nudili psihološko pomoč. Potem sta prišla zdravnik in zdravnica. Že po izrazu smo vedeli, da je zelo hudo. Potem je prišla še ena zdravnica, je povedala, da smo sneli veze in da bi bilo primerno, da gremo zdaj na identifikacijo. Ampak, ko sva prišla zraven, to ni bil Mario. Bil mu je sicer malo podoben, midva so oba hotela v njemu njega prepoznati, ampak ni bil Mario. Ko sem prosil, da naj jo peljejo k drugem ponesrečencu, so nama povedali, da so njega starši že prepoznali. In takrat smo vedeli, da je ostal pod ruševinami v Kočevju. Takrat se nam je svet podal. Za edino, česar se tega dneva ne spomnim, vožnje nazaj domov. Čisto nič se ne spomnim. Do pogreba je trajalo 18 dni, da smo dobili smrtne ostanke nazaj. Vse te dneve smo imeli polno hišo prijateljev, ki so z nami delili bolečino. In to je res, da
prijateljstvo naš nesreči. Na kraju najhujše industrijske nesreče v samostojni Sloveniji je življenje izgubilo 5 delavcev. V bolnišnici sta pozneje umrla tudi oba hudo ranjena delavca. Kasneje sem zvedel, da ta drugi ponesrečen, ki so ga starši prepoznali, da je bil mlad fant, tudi tukaj iz Kočevja, ki mu je bila to prva zaposlitev in niti prve plače ni dočakal. Takrat je ta fant vozil, se pravi sodelavec od mojega sina, ga je uvajal in je takrat vozil viličarja, čeprav ni imel izpita za viličarja še ne. Se pravi, to mislim, da veliko pove o varnostni kulturi v tem podjetju. In kasneje smo se mi to spoznali z njegovimi starši. Njihovo trpljenje je še tako hujše kot naše, ker to fanti pojedinci. Že takoj po nesreči, pripoveduje Renato Južnič, pa se je vanje vtisnil odnos vodstva podjetja. Ko sem jaz prišel domov iz Ljubljane, ko smo čakali na informacije iz UKC-ja, me je poklical en vodilnik, ki ga jaz osebno zelo dobro poznam, in to, kar mi je povedal, se je meni do smrti urezalo v spomin, užgalo v spomin. Pač citiram: "Zdravo, kot veš, so ti fanta odpeljali v bolnico, sicer boš pa kaj več prej izvedel kot mi, to ti povem kot." Povedal je svoje ime in namesto priimka Melamin. Groza, mislim, brez kančka sočutja, brez ene besede tolažbe, nič. Že na dan nesreče, potem ko so v Ljubljani izvedeli, da njihovega Marija ne bo nikoli več domov, sta se s sinom Davidom na štabu civilne zaščite srečala tudi z direktorjem Melamina. Po teh formalnostih sožalju smo šli v županovo pisarno, se pravi midva, direktor in župan. Direktor je takoj hitel govoriti, kako so na inštitutu Jožef Štefan zračunali, da je bila verjetnost za nesrečo 10⁻⁹, se pravi 1 milijardi. Potem na moje vprašanje, kaj je šlo narobe, je povedal, da je narobe prepisal na listek. In takrat se mi je pač prižgal alarm, da pa mora biti nekaj hudo narobe, če je vse odvisno od tega, kaj nekdo na listek napiše. Tako kot je napovedal, se je potem čez par dni oglasil pri nas doma, da bo izražal z enim sožalje, ker sta bila sošolca v osnovni šoli. Vse je lepo in prav, potem je začel govoriti podobno, kot je govoril medijem, da se sicer zaveda objektivne odgovornosti, ampak da bo trden, da je Melamin velik igralec v tem področju Evrope, na kemijskem področju, da če oni ne bodo delali, ne bo toaletnega papirja, ne bo zimskih gum in tako dalje. Poklical me je potem še čez par dni in nam ponudil nek predujem za pogreb, pač kar sem pač zavrnil in sem rekel, da dokler ne bo pogreba, pač se ne bom pogovarjal o nobenih zadevah. Besede vodstva Melamina so jim od prvega dne naprej povzročale dodatne bolečine. Mi ne samo, da smo izgubili tisto, kar ti največ v življenju pomeni, sina, brata, partnerja. Mi smo se od prvega dne soočali z izjavami v medijih, da je šlo za človeško napako. To so povzeli vsi domači mediji, tuji mediji, tudi oni mediji čez lužo, tudi tam je human error pisalo. Čeprav so strokovnjaki povedali, zakaj gre, da je neprimerno govoriti o tem, kazati s prstom na nekoga, ker v urejeni in strogo regulirani kemični tovarni do te nesreče ne bi smelo priti.